Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes delamo sladice za hujšanje. V nadaljevanju posnetka boste lahko videli cel postopek, ker dejstvo je, da sem naredila že en kup sladic. To je tudi zdrav prigrizek. In zdaj, čas, ko tole delam, bi rada razložila nekaj več o hujšanju, pa na koncu o glikemičnem indeksu. Dejstvo je, da vsako živilo ima določeno stopnjo sladkorja in zdaj, kar tukaj lahko vidite, je temna čokolada, ki ima glikemični indeks 15. Tukaj so mandlji, glikemični indeks 15. Rumeve kroglice, glikemični indeks 75. Jabolka, glikemični indeks 30. Grenivka, glikemični indeks 15. Dejansko določena hrana ima ogromno sladkorja in ta sladkor se potem, če jemo samo taka živila, pač to se prelep na naše telo in posledično se zredimo. Medtem ko druga živila, recimo kot tole zdrava sladica, jih pa lahko jemo in vpliva celo na to, da ostaja sladkor v ravnovesju in hkrati shujšamo. Tako da, meni je čisto všeč, imam rada sladko, imam rada dober, pa predvsem ne želim se rediti. Dejstvo je, da recimo vse te sladice lahko jemo v okviru kosila, brez slabe vesti. Ena stvar moramo razumeti, da recimo, če bi rada jaz jedla sladico, to pomeni, da pojem manj krompirja ali pa testenin. In načeloma imam raje sladice po kosilu kot pa testenine, tako da jem raje meso pa zelenjavo, pa potem kakšno sladico čez. Tako da ogljikovih hidratov jem zelo malo. V večernem času pa ni primerno jesti niti te sladice za hujšanje, ampak je bolj pametno, da jemo beljakovine pa zelenjavo, ker na ta način pač ostaja sladkor v ravnovesju in posledično med spanjem dobesedno se preoblikuje naše telo. Ampak več o tem v naslednjem videu. Zdaj pa pogledajte naprej, kako se pripravijo te odlične sladice za hujšanje. In to so mandljeve kroglice. Zdaj, kaj potrebujemo? Mlete mandlje, jih imam že tukaj pripravljene, temno čokolado bom naribala, potem pa agavin sirup bom tukaj, en beljak, rum, pa par lističev mandljev in je to to. No, tako da sem kar lotila temne čokolade, to je najprej treba zdaj naribati. Zdaj sem s temi zaključila, tako da so slastne. Zdaj pa gremo naprej, glede na to, da mi je ostal rumenjak, gremo na čokoladne kroglice. Tako da zdaj še te naredim in spremljajte, boste videli. Takole. Za te kroglice pa potrebujemo 125 gramov temne čokolade, 3 žlice mleka, surovo maslo, rumenjak in nastrgano čokolado, potem da povalamo kroglice. Meni je tole enostavno takale zadeva čist trda in zdaj iz tega delam kroglice. Odlične so. Zdaj imate dovolj časa, da lahko pripravljate zdrave sladice, dovolj imate časa, da kuhate zdrave obroke. In zdaj mi smo z otroki doma, bomo lepo snemali to, kar na koncu mi kuhamo. Jaz uživam v tem, da kuham in mogoče boste vi dobili kakšno idejo, kako pripraviti zdrav obrok, hiter zdrav obrok, pa da se imate dobro, pa da se dobro najeste, pa predvsem, da se ne redite ali pa da shujšate. Zdaj imate res dovolj časa, da poskrbite za svoje zdravo telo. Uživajte, imejte se radi in predvsem poskrbite za sebe.